Siva ekonomija v Sloveniji predstavlja tam med 10 in 15% bruto domačega proizvoda. Naj povem mogoče uvodoma, da tisti, ki pogosto govorijo o 25 ali 30%, mešajo, da so prihodki iz sive ekonomije enaki 30% BDP, ampak seveda to vse ni BDP. Vsekakor pa je siva ekonomija izjemen problem v Sloveniji. Kot rečeno, predstavlja tam med 10 in 15% bruto domačega proizvoda. Predstavlja zelo veliko nelojalno konkurenco podjetjem in podjetnikom, ki poslujejo in plačujejo vse v skladu z zakoni. Država pa iz tega naslova pobere premalo davkov in seveda tisti, ki plačujejo davke, plačujejo te davke in prispevke po previsokih stopnjah. Tudi na tem področju je Slovenija, kot vemo, nadpovprečna, ko gre za obremenitev predvsem plač. In naj ob tem recimo povem, ali pa saj upozorim, da zaposleni v gospodarskih družbah plačujejo za približno 40% več prispevkov in davka, kot plačujejo zaposleni pri samostojnih podjetnih posameznikih. In najbrž nisem daleč od resnice, če tvegamo ceno, da tudi zaposleni pri samostojnih podjetnih posameznikih dobijo približno enake prejemke, vendar seveda mimo računa, mimo tega, da bi bili ti prejemki obdavčeni in prispevčeni. Zato menimo, da je potrebno napeti še več energije za preprečevanje sive ekonomije, v okviru tega tudi dela na črno. Mi ga ocenjujemo kot izjemno problematičnega, vendar pa nekatere rešitve, ki so bile na tem področju sprejete, spremljamo z mešanimi občutki. Zelo smo recimo pozorni na to, ali bo izvedba in nadzor osebnega dopolnilnega dela prinesla rezultate ali pa bo dodatno obremenila delodajalce. In prav tako menimo, da bi z hitrejšim preprečevanjem zaposlovanja in dela tujcev na črno, poznamo najbrž primer, kako je bilo v Sloveniji s pekarnami, tudi lahko zelo veliko naredili za to, da bi bilo manj nelojalne konkurence, manj sive ekonomije in boljše pobiranje davkov. Ker vemo, da je v Sloveniji zelo veliko teh inšpekcijskih ogledov, želimo z anketo, ki jo pripravljamo znotraj gospodarske zbornice, skupaj v sodelovanju z ustreznimi organi zmanjšati administrativna bremena podjetjem in na eni strani tudi inšpekcijskim službam ter povečati učinkovitost in koristnost preventivne vloge inšpektorjev. In upam, da bomo v tem sodelovanju skupaj uspeli zaustaviti zelo veliko breme sive ekonomije v Sloveniji. Ocenjujemo tudi, da bi v Sloveniji lahko po vzoru nekaterih najkonkurenčnejših in najuspešnejših držav, recimo Hongkong je ena med njimi, po vseh lestvicah konkurenčnosti je Hongkong med prvimi 3 najkonkurenčnejšimi gospodarstvi. Tam velja načelo zero tolerance do kakršnekoli kršitve kateregakoli zakona. Začenjajo z 0 promilov alkohola pri vožnji in seveda tudi z ničelno toleranco do kakršnegakoli izogibanja davkom in prispevkom. Mogoče je to šok terapija, vendar ob obsegu, ki jo imamo v Sloveniji, sivo ekonomijo, z nelegalnim poslovanjem, menimo, da je čas za to, da vsi partnerji skupaj, tako država, delodajalci in sindikati, pripravimo nek akcijski načrt, s katerim bomo načelo ničelne tolerance nezakonitega poslovanja uvedli tudi v Sloveniji. En lep pozdrav novinarjem. Zadnjič smo se v takšnem obsegu, takem številu srečali, ko je Tržni inšpektorat junija lansko leto imel novinarsko konferenco na temo Zbudimo se, kjer sem že začela razlagati, kaj to pomeni siva ekonomija. In takrat se vam moram zahvaliti, bili ste izjemno korektni in ste resnično tudi povzeli tisto, kar je, in z vašo pomočjo in seveda spremembo zavedanja bomo skupaj nekaj dosegli. Danes sem tukaj v vlogi predsednice inšpekcijskega sveta,
To morda samo 2 stavka, kaj to je. Kot veste, inšpekcije delujejo v sklopu posameznih resornih ministrstev. Za njihovo koordinacijo pa je tukaj inšpekcijski svet, katerega sem vodenje prevzela meseca maja. Takoj sem si zadala kar nekaj nalog, med temi pa je vsekakor tudi sprejetje strateškega ukrepa načrtov inšpekcijskega sveta, kjer želimo povečati vlogo, ki jo imajo inšpekcije v Sloveniji in seveda postati bolj učinkovite in med drugim tudi, da bi z roko v roki delovale skupaj tudi z gospodarstveniki. Večkrat sem že pomenila, pa mislim, da ni odveč, če ponovim, da osnovna naloga inšpekcije nikakor ni kaznovanje, izrekanje glob, temveč urejenost trga. Vsak med gospodarskimi zavezanci je tisti, ki mora spoštovati predpise, inšpekcijske službe pa smo tukaj, da smo v pomoč, da pomagamo in seveda v primeru kršitve opozorimo na kršitev. Zakaj je tako pomembno, da smo tukaj in zakaj je pomembno, da je tudi gospodarska zbornica prepoznala, da inšpekcije jim koristimo, leži v temu, kajti s tem, ko vsi spoštujemo predpise, se potem tudi ustvarja dober pogoj za lojalno konkurenčnost na trgu. Mislim pa, da si to vsi gospodarski subjekti želijo. Anketa, ki je od danes na voljo različnim gospodarskim subjektom, nam bo zelo pomagala, da vidimo pripombe, kako nas gospodarski subjekti vidijo, kaj pričakujejo od nas, oziroma tudi nekakšen odziv, ali morda pri svojem delu storimo kakšno napako. Če jo storimo, smo seveda pripravljeni, da jo odpravimo. Morda v luči vse te znane sive ekonomije par podatkov. Inšpekcijski svet se je zelo vključil v te vse aktivnosti sive ekonomije, tako da smo v zadnjih 3 mesecih tega leta imeli določene skupne aktivnosti, kjer so se vključile različne inšpekcije, predvsem tukaj je bila carinska uprava, davčna, tržna, delovna inšpekcija, inšpekcija za prostor, zdravstvena in inšpekcija Ministrstva za notranje zadeve, kjer smo kontrolirali, saj veste, tisto cvetje, potem veseli december, potem so tukaj bile prodaja pirotehnike, potem so bili zamenjava gum in še. Dejansko v teh 3 mesecih so te inšpekcije opravile 3800 pregledov in če malo povzamem, približno 10% je bilo ugotovljenih kršitev. Sicer pa morda še en podatek, ravno v luči spremembe zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno, ki vemo, da je sedaj v parlamentarni proceduri. Že vrsto let namreč tržni inšpektorat opozarja, da je globa, ki jo lahko inšpektor izreče, če ulovi nekoga, tako imenovanega šušmarja, ki dela brez registracije, le 208 €. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da je takšna globa prenizka in da ni odvračilna. Čeprav je tržni inšpektorat želel malo višjo globo, sedaj je nekako v zakonskem besedilu globa 1000 €. Druga stvar, ki prinaša ta sprememba zakona, je tudi, da se v nadzor vključijo cariniki s svojimi mobilnimi enotami, kar sem prepričana, da bo doseglo cilj, da se bo zmanjšalo delo na črno. Pa morda en zanimiv podatek, še čisto frišen. Po podatkih, namreč nadzor nad delom na črno opravlja tržna inšpekcija DURS in inšpektorat za promet, medtem ko pa za poslovanje izvaja nadzor inšpektorat za delo. In če primerjamo podatke inšpektorata za delo, ki je v lanskem letu opravil 10.136 pregledov, od tega je bilo pa ugotovljenih za poslovanje na črno 9200 pregledov, ugotavljamo, da je kar precejšnjo delo se tiče ravno zaposlovanja na črno. Medtem ko je pa tržni inšpektorat opravil 7200 pregledov dela na črno
in kršitev ugotovil samo 1100. In če primerjamo ta dva podatka, bomo ugotovili tisto, to dejansko potrjuje tisto, kar že dalj časa trdim, da osnovni problem v Sloveniji glede sive ekonomije ni toliko v delu na črno, koliko je v temu, ko v realnem sektorju, se pravi podjetja, ki so za to registrirana, ne spoštujejo predpise. Bodisi ne prijavljajo delavce v zavarovanje in seveda potem je tudi ta element, da se brišejo računi in tako naprej. Mislim, da se vsi strinjamo, da če želimo nekaj narediti, mora vsak pri sebi spremeniti miselnost. Zato tudi poteka akcija Vzemi račun, vklopi razum, kajti vsak še pri najmanjšem tistem zadevi, ki jo plača, bodisi kavici, bodisi pri obrtniku, ko vas vpraša, gospod, lahko brez računa, dajmo vsi zahtevati račun. Verjemite mi, boljše nam bo. Lep pozdrav vsem skupaj. Mi bi želeli danes, če nam dovolite, samo še nekaj podati dodatnih informacij v zvezi z davčnimi blagajnami. Kot veste sami, se je vlada vsaj za zdaj odločila decembra, da jih še ne bo uvedla. Mislimo seveda na davčne blagajne v smislu neposredne online povezave oziroma povezave v realnem času med blagajnami poslovnih subjektov in pa informacijskim sistemom DURS-a. Naše mnenje je seveda še vedno takšno, kot je bilo pred to odločitvijo. Davčne blagajne v tem smislu so po našem mnenju nujne zaradi dveh razlogov. Prvi zaradi učinkovitega boja proti sivi ekonomiji, niso edino orodje, so pa izjemno pomemben element tega boja. In drugič zaradi zmanjšanja birokracije. Kot se je eden od vaših kolegov izrazil ob tej odločitvi, mi smo namesto sodobne informacijske tehnologije na ta način, da te odločitve vlada ni sprejela, poslali v boj na nek način davčno pehoto. Želeli bi tudi komentirati na kratko, zelo na kratko dve stališči, ki sta bile nasprotni našim. Vlada Republike Slovenije je stala na stališču, da so davčne blagajne niso nujne, ker že imamo kanadske oziroma virtualne davčne blagajne. Mi bi radi še enkrat opozorili, da to niso ne davčne blagajne, ne virtualne blagajne, ampak zgolj programska oprema, ki naj bi onemogočila brisanje in spreminjanje računov. In da zaradi takšne odločitve namesto sodobne informacijske tehnologije še vedno potrebujemo številne inšpektorje za pregled na terenu. To pomeni, da zdaj veljavna programska oprema ni niti blagajna, kaj šele davčna blagajna v tem smislu, kot je bilo rečeno. Stališče Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa je bilo, da davčne blagajne ne rešujejo problema sive ekonomije, ker ne nadzirajo in preganjajo tistih, ki sploh ne izdajajo računov. Ta ugotovitev seveda drži, ampak problem je v tem, da je ta argument nesmiselen, ker davčne blagajne temu neposredno niso namenjene. Namreč obstaja indirekten pomemben učinek ravno na ta cilj, ki ga Obrtno-podjetniška zbornica zagovarja. Namreč, če bi imeli davčne blagajne, bi sprostili resurse nadzora, šušmarjev in dela brez računov, kar je pa ravno to, kar si po navedbah retoričnih Obrtna zbornica želi. Skratka, protiargument Obrtne zbornice je v bistvu argument za davčne blagajne. Preprosto povedano, inšpektore, ki se zdaj ukvarjajo s tem, da nadzirajo programsko opremo pri poslovnih subjektih, bi lahko preusmerili v druge oblike sive ekonomije oziroma pregon drugih oblik sive ekonomije. Če mogoče samo še z eno metaforo povem, kaj se je dejansko zgodilo. V tem trenutku obstaja poceni tehnologija, zato da bi država lahko nadzirala, metaforično zdaj govorim, če preselim na drugo tematiko, vse ceste ali vozimo v skladu s predpisi hitrostno. In celo več, lahko bi se usmerila na kritične točke in tam zbirala s pomočjo informacijske tehnologije ključne elemente. Ali nekdo izdaja račun ali ne, če parafraziram. Namesto tega se je država odločila, da predpiše blokado hitrosti v vozilih in zdaj inšpektorji hodijo preverjati, ali lastniki dejansko to blokado uresničujejo. Skratka, bistveno lažje bi bilo to izvesti drugače. Zato smo mi, ne glede na to odločitev, po odločitvi vlade še enkrat vnovič pozvali vlado, ministra Čuferja in ministra Židana k vnovičnemu premisleku in pravočasni uvedbi sodobne in poceni rešitve.
Cilj vseh bi moral biti zdrava ekonomija. Odziva za zdaj še nimamo. Samo na kratko mogoče še nekaj dodatnih argumentov, ki so bili tudi zapisani v strokovnem članku izvršnega direktorja podjetja Datalab Andreja Mertla. Zakaj je to zelo pomembno? Njegovo stališče je zelo preprosto, namreč davčne blagajne pomenijo tako znižanje stroškov, kot povečanje varnosti, kot zmanjšanje birokracije. Skratka, imajo koristi za državo in gospodarstvo. Zato je škode vsak dan, ko jih ne uvedemo, toliko več. Nekaj takšnih pomembnih argumentov vi boste dobili tudi v gradivu, oziroma ste dobili celoten članek, ki si ga lahko ogledate. Gospod Mertel trdi seveda, da so zlorabe še vedno mogoče, namreč osnovni problem je, da podatki o brisanju računov se zapisujejo na sistem, ki ga obvladuje še vedno sam gospodarski subjekt. Poleg tega pa zanemarjamo to in verjetno večina podjetnikov ni izračunala stroškov, visokih stroškov hranjenja dnevnikov in izdelave njihovih varnostnih kopij. Vse to bi bistveno poenostavili lahko z novim informacijskim sistemom. Ampak ključne zlorabe so zdaj možne. Druga zelo pomembna zgodba je, da bi bilo inšpekcijskih pregledov bistveno manj. Namreč večina subjektov, ki poslujejo zakonito, bi z uvedbo davčnih blagajn bistveno manjkrat doživela slepo preverjanje in motnjo delovnega procesa. Iz preprostega razloga, ker bi bilo lahko lažje spremljati in programirati tudi inšpekcijske preglede. Tam, kjer je več kršitev, tja bi večkrat inšpektorji šli, tam, kjer jih je manj, bi bili subjekti manj obremenjeni. Naslednja je pa zelo pomembna. Sami veste, da je bilo veliko debat tudi o tem, kolikšna je cena uvedbe davčnih blagajn. Gospod Mertel je obelodanil zanimiv podatek. V obdobju marc-julij je bilo sklenjeno ogromno vzdrževalnih pogodb z ponudniki informacijskih rešitev tudi zaradi uvedbe zdajšnjega sistema. Te pogodbe so običajno enoletno in vsebujejo obveze urejanja vseh zakonskih sprememb, tudi nadgradnje programske opreme. Če bi torej spremenili zakon in uvedli davčne blagajne do aprila letos, do aprila 2014, bi bila večina slovenskih blagajn nadgrajena brez kakršnega koli dodatnega stroška za zavezance. Tudi ta strošek je minoren. In še ena birokratska zadeva, ki bi jo s tem lahko rešili, ker bi imel DURS račun zaveden, ga ne bi bilo več potrebno podjetniku tiskati in hraniti. Skratka, tisto, kar želimo mi poudariti danes, je samo še to, da apeliramo na vlado, da še enkrat premisli v zvezi s to rešitvijo. Do aprila 2014 imamo čas, da to še ceneje izvedemo, kot pa bomo verjetno prej ali slej morali izvesti kasneje. Hvala lepa.